Današnja tema Jezus Kristus v 21. stoletju. Ali je Jezus Kristus še vedno aktualen v današnjem času? Mogoče se je potrebno najprej postaviti vprašanje, ali je bil Jezus aktualen, ali kakšno mišljenje je bilo o Jezusu Kristusu v času, v katerem je on živel, v katerem je on deloval. Danes nekako že vemo, ali lahko bi se rekli, zgodovina se vedno ponavlja, da so o Jezusu Kristusu mišljenja vedno različna. Nekateri so navdušeni nad njim, nekateri nočejo z njim nič imeti, nekateri pa celo postanejo smrtni sovražniki Jezusa Kristusa. In v Svetem pismu imamo kar nekaj različnih vrst, ali kjer imamo opisano, kakšno je bilo mišljenje o Jezusu Kristusu v njegovem času, ko je deloval. In preberimo v Matejevem evangeliju 7. poglavje, 28. vrsta, Matej 7. poglavje, 28. vrsta. Ko je Jezus končal te besede, so množice strmele nad njegovim naukom. Ko je Jezus končal te besede beremo, so množice strmele nad njegovim naukom. Tukaj je odlomek zelo znane Jezusove pridige na gori, ali lahko bi to rekli enega čudovitega nauka o smislu življenja, o služenju Bogu. In ko Jezus zaključi, ljudje so enostavno strmeli nad njegovim naukom. Ljudje so bili navdušeni, ljudje so bili presenečeni, ljudje so bili pozitivno šokirani. Na drugem mestu v Matejevem evangeliju 15. poglavju od 29 do 31, Matej 15 od 29 do 31, beremo drugi dogodek o Jezusu. Jezus se je odpravil od tam in prišel v Galilejskem jezeru. Šel je na goro in tam sedel. Tedaj so prišle k njemu velike množice, ki so imele s seboj hrome, slepe, pohabljene, neme in še veliko drugih. Položili so jih pred njegove noge in jih je ozdravil. Tako da se je množica čudila, ko je gledala, kako nemi govorijo, pohabljeni postajajo zdravi, hromi hodijo in slepi vidijo. In poveličevali so Izraelovega Boga. Tukaj vidimo drugi odlomek iz Jezusovega življenja, iz Jezusovega delovanja. In k njemu so pripeljali bolne, hrome, slepe. In Jezus je začel nadnaravno delovati in ozdravljati ljudi. In mnogi so bili navdušeni. Mnogi so doživeli ozdravljenje. In na koncu preberemo, in poveličevali so Izraelovega Boga. In sigurno je bilo to eno čudovito vzdušje, ali ko doživiš ozdravljenje. Mi smo nedolgo nazaj molili za bolne in kar nekaj od vas mi je povedalo, da ste ozdraveli. In jaz bi vas pogumil. Pripravite, podelite to pričevanje, da se vas je Gospod dotaknil. Nekateri so rekli, moje stanje se je izboljšalo. Ali dejstvo je, Jezus deluje. V njegovem času on želi delovati tudi danes. Ali kakor so bili v Jezusovem času mnogi navdušeni nad njim, na drugi strani ga mnogi niso hoteli sprejeti.
Ali če mi naprej beremo in lahko pogledamo v Mateju evangelij 13. poglavje 54. vrsto, Matej 13, 54, beremo takole. Prišel je v domači kraj in jih učil v njihovi shodnici, tako da so se zelo čudili in govorili, od kod njemu ta modrost in ta mogočna dela. Ko je Jezus prišel med svoje domače, beremo, v kraj, kjer je živel, kjer je odraščal, kjer so poznali Jezusa, mnogi so se čudili, od kod njemu ta modrost in ta mogočna dela. Toda v 57. vrsti beremo, in spotikali so se nad njim. A na drugi strani vidimo skupino ljudi, ki, lahko rečemo, so videli Jezusovo delovanje, ki so živeli v Jezusovem času, a tega niso mogli sprejeti v svoje srce. Mi preberemo, da so se spraševali, odkot njemu ta modrost, odkot njemu ta mogočna dela. Toda potem tega niso sprejeli ali enostavno zavrgli Jezusa. In to se dogaja vedno. V Jezusovem času, na eni strani, ko beremo, lahko bi rekli, kako je bil popularen, množice so mu sledile, mnogi so bili navdušeni nad njegovim življenjem. Na drugi strani vidimo, da so bili ljudje, ki so vse bolj postajali sovražniki, nasprotniki Jezusa Kristusa, dokler na koncu ga niso križali. So ga križali. Kaj pravijo ljudje? Kdo je sin človekov? Je enkrat Jezus sam vprašal svoje učence. Matej 16. poglavje 13. vrsti beremo. Ko je prišel v pokrajino Cezareje Filipove, je spraševal svoje učence, kaj pravi ljudje? Kdo je sin človekov? Ali vprašal je, kaj pravijo ljudje o meni? In če bi brali dalje, so dali različne odgovore. Nekateri, da je prerok in tako naprej. Nekateri, ja, da je prevarant in tako naprej. In to se ponavlja skozi celo zgodovino človeštva. To se dogaja tudi v 21. stoletju. In zato se nam postavlja, nekako celo ponuja vprašanje, ali je Jezus aktualen v 21. stoletju. Skozi zgodovino, skozi čas, skozi kulturo, kakorkoli bi imenovali, Jezus je bil vedno aktualen. Na svetu ni bilo nikoli toliko razprav o osebi, nobeni drugi osebi kot o Jezusu Kristusu. Na svetu ni bilo o nobeni drugi osebi napisanih toliko knjig kot o Jezusu Kristusu. In nekatere so hotele dokazovati, ali mnogi ljudje, da je Jezus resničen, da je živel, da je prišel, da umre za naše grehe. Na drugi strani imamo polno literature, ki je vedno nekako nasprotna in hoče dokazati, da življenje ali delovanje o Jezusu Kristusu je pač en mit, zgodba in tako naprej. Ampak, da je toliko govora o Jezusu, da je toliko knjig napisano o njem, nam govori, da je Jezus vedno aktualen. In vedno vidimo, nekako se pojavi nekaj, ko hoče se pozdigniti med ljudmi, da povedo, Jezus je spremenil moje življenje, Jezus je resnica. Na drugi strani vedno lahko opazim, ali to je mit, to je, lahko bi rekli, nekako normalno, ker gre za eno
duhovno življenje. Ker gre nekaj, kar se Bog v svoji milosti razodeva. In eno od globokih ali velikih izjav Jezusa Kristusa o sebi, za katere je vedno aktualen tudi v 21. stoletju, je v Janezovem evangeliju 14. poglavje 6. vrsta. Janez 14:6. Jezus je povedal, jaz sem pot, resnica in življenje. Jaz sem pot, resnica in življenje. Jezus je tukaj povedal nekaj bistvenega, življenjskega. Vsak človek išče najboljše življenje. In vsak človek nekje v svojem obdobju išče resnico. Pravo pot. Pot, ki nas ščiti, ki je varna, ki nas ne pelje v nevarnosti. In potem Jezus pove, vse to sem jaz. Jaz sem pot, resnica in življenje. In veste, obstaja ena velika razlika med Jezusom in religijo. Ena globoka in temeljna razlika obstaja. Kaj o odrešenju govorijo druge religije ali druga verstva in kaj opisuje evangelij Jezusa. Vsa verstva imajo nekega utemeljitelja, ki uči ali kaže pot do odrešitve. In tukaj je Jezus, en velik izziv za vsakega. Jezus pa ni trdil ali rekel, jaz učim o poti, po kateri boste prišli k Bogu. Ampak je rekel, jaz sem pot. Jaz sem pot, resnica in življenje. In to je ena velika razlika, ko mi govorimo o religiji. Seveda moče tudi krščanstvo, v enem širšem pomenu lahko rečemo, tudi to je religija. Ali ko mi konkretno govorimo o evangeliju, o Jezusu, o odrešitvi, religija uči, da do odrešitve prideš preko moralnega prizadevanja ali preko izpolnjevanja določenih zapovedi, pravil, zakonov. Evangelij pa govori, da do odrešitve prideš preko milosti. Da do odrešitve prideš preko milosti. In evangelij je vesela novica. Evangelij je veselo sporočilo, da je Jezus prišel na ta svet. Ali da nas Bog tako ljubi, da je Jezus prišel, umrl namesto nas, da bi imeli večno življenje. Da bi bili odrešeni za vso večnost. In tu ni več nobenega prizadevanja za odrešitev. Kajti odrešitev je že storjena in ponujena vsakemu človeku. V Rimljanom 6:23. Rimljanom 6:23. Plačilo za greh je namreč smrt. Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Plačilo za greh je namreč smrt. Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Plačilo za greh. Ali vsak človek, pravi Božja beseda, se obrne od Boga. Je smrt, je večna ločitev od Boga. Toda Jezus je umrl za naše grehe. Da bi odstranil ali da bi nam dal možnost, da pridemo nazaj k Bogu. Da imamo odnos z njim, da smo Božji otroci in da nekega dne gremo v večnost. Božje kraljestvo. Večno življenje. Božji milostni dar.
Jezus je na križu umrl za nas. Pravi, umiram ali umrl sem za tvoje grehe. Plačal sem ceno za tvoje grehe, prestopke. Za tvoj zgrešeni cilj življenja. In danes ti ponujam odpuščanje. Ponujam ti večno življenje. Ne pravi Jezus, to in to boš moral storiti in potem boš mogoče si zaslužil večno življenje. Ne, to uči religija. To se nam velikokrat tudi v krščanstvu dogaja, ko hočemo neka nadomestila napraviti, ampak odrešitev se je zgodila. Enkrat za vselej, pravi Božja beseda. In to milostni dar. Bog ti ponuja. Lahko vzameš, lahko zavržeš. To je darilo od našega Gospoda Jezusa Kristusa. In veste, toliko ljudi tega ne razume in ne ve. In moče hodijo celo življenje v cerkev, pa se še vedno sprašujejo, Bog, a si odpustil moje grehe? Bog, a bo trenutek, ko me boš sprejel v večnost? Jezus te sprejema danes. Če prideš, predaš svoje srce njemu in poveš, Jezus, bodi moj zveličar, bodi moj odrešenik. To je moje življenje, to je moje srce. Odpusti moje grehe. Odzami občutek krivde, obupa, razočaranja v mojem življenju in daj mi eno novo življenje, novo moč. Haleluja. To je evangelij, to je to veselo sporočilo, ki ga razodeva Jezus, ki je aktualno tudi danes v 21. stoletju. Mi živimo danes tudi v času, ker se mnogi ljudje odpirajo, ker se zavedajo, rabijo duhovno hrano in se zatekajo k različnim religijam, praksam. Vsak dan lahko to vidimo. To Jezus ponuja odrešitev in potem novo življenje. Ti postaneš Božji otrok in potem te on vodi, da boš živel drugače. To je en globoki mir. To ne gre, danes moram paziti, da ne bom kaj narobe napravil, da me Bog ne bo kaznoval. Ne. Bog, Jezus, hvala ti, da si mi odpustil grehe in da želiš voditi moje življenje. Jezusovo delo na križu, novica o vstajenju od mrtvih, je aktualno tudi danes, ker to deli tudi ljudi danes. Povejte ljudem, da je Jezus stal 3 dni mrtvih. Daj. Bojijo se, ali pa moče več sploh ne slišijo to. Ampak nekje v srcu je to hrepenenje. Znova in znova se to vprašanje postavlja. Kaj mi želimo storiti? Kako se mi odločimo v našem življenju? Hvala Bogu, mnoge poznam. Že smo se odločili. Ali če kdo tukaj, oziroma resnica tudi ta, da vsak dan potrebujemo globje spoznanje, kdo je naš Jezus. In on nikoli ni dolgočasen. Veste, dolgočasno je tedaj, ko mi ne želimo v resnici Jezusa. Velikokrat dolgočasno je tedaj, ko mi začnemo živeti neko religiozno življenje. Jezus je prišel, da gradi odnose in to je ena velika skrivnost. Mnogim kamen spotike, da je Bog prišel v človeški podobi na ta svet. In se začel pogovarjati z nami, z mano in s tabo. In v Svetem pismu imamo veliko primerov, kako je Jezus spremenil življenje ljudi. Kako so za Jezusa
Vsi enaki. Jezus ni delal razlik. Jezus se dotaknil Samarijanke. Lahko preberemo v Janezovem evangeliju 4. poglavje od 16 do 19. vrste. Janez 4, 16 do 19. Rekel ji je, pojdi in pokliči svojega moža in pridi sem. Žena je odgovorila in mu rekla, nimam moža. Jezus je rekel, dobro si rekla, nimaš moža. Kajti 5 mož si imela in ta, ki ga imaš zdaj, ni tvoj mož. In kaj žena odgovori? To si prav povedal. Žena mu je dejala, Gospod, vidim, da si prerok. Žena, ki ni bila preveč popularna. Živimo v času, kjer so tudi mnogi moralni standardi padli. Ali tu je žena, ki je imela 5 mož. In pravi, tega 6, ki ga imaš, ni tvoj mož. In kaj napravi Jezus? S to grešnico ne bom imel več opravka. Ne, ampak se je začel pogovarjati z njo. In to je bilo šokantno za tisti čas. Če bi brali dalje, ko so učenci prišli nazaj, oni so se čudili, kako se pogovarja s to grešnico, s to pokvarjenko. In ne samo to, še Samarijanka je bila. Judje so jih imeli za manj vredne, ker nekje v zgodovini so se pomešali z drugimi narodi in so jim govorili, ti so nečisti, ti so grešniki. In vemo, poznamo zgodovino. Ugibali so se iti mimo Samarije, da se ne bi kdo omadeževal. In Jezus si vzame čas in se z njo pogovarja. In vidim in zasuknjenem srcu, vidim, da si prerok. Veste, ko Bog ali ko Jezus ali ko Sveti Duh deluje v tvojem življenju, potem se začne nekaj spreminjati. Jezus je osvobodil Samarijanko. Če bi brali naprej zgodbo, vemo, da je odšla nazaj v svojo vas in začela govoriti. Srečala sem nekoga, ki vse ve o meni. Nekaj jo je dvignilo. Njena samopodoba se je dvignila, ker je Jezus prišel k njej, da spremeni njeno življenje. Ker je bila dragocena v njegovih očeh. Ker ni šlo za religijo, ker je šlo za osebni odnos, ker se človeška srca spreminjajo. Ker se Bog svojo milostjo in svojo dobroto želi dotakniti mojega in tvojega srca. In tudi srca tistih, ki poslušate ali nas spremljate na spletu. Takšen je naš Gospod. Potem imamo drugi primer. Primer stotnika, Matej 8 od 5 do 7. Matej 8 od 5 do 7 vrste. Ko je prišel v Kafarnaum, je stopil k njemu stotnik in ga prosil ter govoril, Gospod, moj služabnik leži doma hrom in hudo trpi. Jezus mu je rekel, pridem in ga ozdravim. Kakšne besede Jezus. Pridem in ga ozdravim. Ali tukaj vidimo stotnika, vojaškega častnika. Imel je oblast, imel je določeno skupino vojakov, ki jih je vodil, ki jim je poveljeval. Ni bil nekdo mogoče kot Samarijanka. Ali Jezus si vzame čas tudi za njega? Jezus ne dela razlik. Ali Jezus tudi pove, vsak rabi Jezusa. Ali če pogledamo naprej v Janezovem evangeliju v 3. poglavje, zgodbo o Nikodemu, Janez 3, 1 in 2.
Med farizeji pa je bil človek, ki mu je bilo ime Nikodem. Bil je prvak med Judi. Po noči je prišel k Jezusu in mu rekel: Rabi, vemo, da si prišel od Boga kot učitelj, kajti nihče ne more delati teh znamen, ki jih delaš ti, če ni Bog z njim. Nikodem, mi tukaj beremo, je bil prvak med Judi. Ali beremo, da je bil v Sinedriju ali v tem glavnem zboru oblasti v Jeruzalemu. In moče temu danes lahko rekli, bil je član parlamenta, ali moče tudi član sodišča. In njegovo srce je bilo odprto za Jezusa. In ker je bil na zelo pomembnem položaju, mi beremo, da je po noči prišel k Jezusu. Da ga njegovi sodelavci, prijatelji verjetno ne bi videli, da on želi nekaj spoznati ali simpatizira Jezusa. Ali nekaj vidimo v njegovem srcu, je Bog deloval. Kajti Jezus zelo jasno pravi, Rabi, vemo, da si prišel od Boga. Čeprav že tukaj pravi kot učitelj, kajti nihče ne mora delati teh znamen, ki jih delaš ti, če ni Bog z njim. In potem je Jezus eno veliko duhovno lekcijo, teološko o odrešitvi razodel Nikodemu. Poznamo to zgodbo. Ker Jezus Nikodema nauči ali mu pove, Nikodem, potrebno se ti je roditi od zgoraj. Potrebuješ, da duhovno živiš. Vse tvoje izpolnjevanje, zapovedi, znanje, položaj je dobro, je pomembno, ki ga upravljaš. Ali če želiš odrešitev, če želiš večno življenje, potrebuješ duhovno rojstvo. Ali moraš se spreobrniti. Ali je Jezus aktualen v 21. stoletju? Ali želimo sprejeti, ali želimo biti v skupini teh ljudi, kot je Samarijanka, stotnik, Nikodem, ki so prišli k Jezusu. In Jezus ima vedno čas. In Jezus ima tudi danes čas, da se dotakne mojega in tvojega srca. Tudi danes želi spregovoriti. Ko beremo evangelije, ko beremo te neverjetne zgodbe, kako je Jezus spremenjal življenje in razodeval večno življenje, odrešitev, mir, spravo z Bogom. Potem je Jezus aktualen tudi danes. In tudi tisti, ki ga zavračajo in noče imeti nič z njim. Tudi to govori, da je Jezus aktualen tudi danes. Danes lahko marsikom govorimo. Ali ti pomeniš, da je Jezus pot, resnica življenje. Da je Jezus Bog, da on odpušča, da je vse storil za večno življenje. Potem se dvignejo. Mnogi duhovi, mnoge stvari se premikajo. Ali Jezus to ve in še vedno čaka vsakega, da svoje srce odpre njemu ali da se vsak dan globje in globje razodeva v našem življenju. In to je naš Jezus, naš zveličar, naš odrešenik. Vzamemo si čas za njega. Dovolimo, da nam skozi besedo, skozi njegovo delovanje govori v naše srca. Amen.